Torej, današnja seja Komisije za nadzor javnih financ je bila posvečena samo eni točki, in sicer obravnavali smo obvestilo Računskega sodišča o hudi kršitvi obveznosti dobrega poslovanja, ki jo je storil minister za finance, ki kljub ugotovljenim pomanjkljivostim in nepravilnostim ni v odzivnem poročilu podal zadostnih popravljalnih ukrepov, zadovoljivih popravljalnih ukrepov, in Računsko sodišče je zahtevalo od predsednika vlade, da razreši finančnega ministra. Kot vemo, se tej zahtevi predsednik vlade ni odzval pozitivno, ni zahteval in ni sprožil postopka razrešitve finančnega ministra, tako da je obviselo v zraku dejstvo in nam ga ni bilo odgovorjeno, torej dejstvo, da je šlo za precej ugotovljenih nepravilnosti, ki pa jih Ministrstvo za finance ni odpravilo, in seveda naloga Komisije za nadzor javnih financ je, da tudi reagiramo na to, in smo zato tudi odreagirali v skladu z Zakonom o Računskem sodišču, ki daje Komisiji za nadzor javnih financ pooblastilo, da pozove vlado, da v določenem roku odpravi nepravilnosti, ugotovljene nepravilnosti in s tem sanira zadevo. Torej, Komisija za nadzor javnih financ je obravnavala to situacijo. Na eni strani so predstavniki Računskega sodišča ponovili tiste znane očitke Ministrstvu za finance. Ministrstvo za finance je pojasnilo svoje videnje in problem, ki je nastal, je ta, da očitno Ministrstvo za finance ne priznava avtoritete Vrhovnega državnega revizorja oziroma Računskega sodišča, smatra njegove ugotovitve kot ugotovitve, ki jih je potrebno ali pa tudi ne upoštevati, in zato polemizira z mnenjem Računskega sodišča. Komisija, in tudi sam kot predsednik sem pozval Ministrstvo za finance, da le spoštuje stališče Vrhovnega revizorja, da spoštuje ugotovitve Računskega sodišča in jih kar se da kratkem roku tudi odpravi. Moram reči, da je bil na koncu sprejet soglasno sklep, s katerim se je Ministrstvo za finance zavezalo podati poročilo v roku 6 mesecev, poročilo o vseh ukrepih, s katerim bo saniralo ugotovljene nepravilnosti in seveda s tem tudi preprečilo ponavljanje teh nepravilnosti v prihodnje. Sklep je bil soglasno sprejet in o tem poročilu bo komisija tudi obvestila potem Računsko sodišče. Torej upamo, da je ta obravnava le prispevala k spoznanju Ministrstva za finance, da je ugotovitve Vrhovnega državnega revizorja potrebno spoštovati, upoštevati in odpraviti nepravilnosti.